Pozdravljene, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Tukaj smo na Ravnah na Koroškem. Zakaj? Zato, ker je velika gavda. Zakaj je gavda? Zato, ker so naši odbojkarji osvojili srebrno medaljo, ki pa je kot zlata. In končno jih bodo dočakali tudi na Koroškem, oziroma vsaj kapetana Tineta Urnauta. Klemen Čebulj je bojda že v Italiji, ampak ne glede na to, vsi se tukaj veselijo in z veseljem pričakujejo Tineta, tudi da mu stisnejo roko, da pa vsi navijajo za slovenske odbojkarje, je pa tako znano. Kar je dobra popotnica za uspeh in srčni smo tudi kot navijači, dajmo to pokazati z velikim aplavzom na športni ponos. Zlato odbojkarji s srebrnim odličjem, ko so tako zelo mlajši. In tako dolgo sta že v tem športu, da smo prav rasli z njima, no žal Klemna ni z nami, je upravičil svojo odsotnost. Janja, mama je tukaj. En aplauz za mamo! Janja Čebulj! Ampak, dragi moji, Klemen je z nami! Aplauz! Kličemo Klemna, gremo vsi! Klemen! 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 Pogledamo na ekran. Javlja se nam direktno, v živo. Čau, Koroška. Moram vam reči, da je to ena velika nagrada za vse nas Slovence, za vse Korošce, ki ste prišli nas podpirati na vsako posebno tekmo v Stožice in tudi vem, da ste bili nekateri v Parizu, tako da se vam neizmerno hvaležen in se vam zahvaljujem za to vso vašo podporo, ki ste nam jo dali. In brez vas sigurno jaz pred 15 leti ne bi začel igrati odbojke in rad bi se res vsem še enkrat zahvalil in verjamem, da ste si jo vi kot mi zelo zaslužili. Hvala še enkrat. Klemen, mogoče vprašanje, Tine. Prvo pa lep pozdrav vsem skupaj in res je nekaj enkratnega videti, da so take številke. Pridi malce bliže, da greva do ljudi. Ne bom
spraševala, kako naporno je bilo in kakšni so vtisi, kaj ste naredili prvo, ko ste prispeli na Koroško. Ne morem pa mimo besed legendarnega odbojkarskega strokovnjaka Viktorja Krevzla, ki je dejal, naši tekmeci so evropski, svetovni in olimpijski prvaki. Ko 12.000 ljudi soglasno zapoje himno, se nabere adrenalina za 3 litre vina in to prenese s tribun na teren. Malo se je bal premočnih emocij, ampak naši igralci so pravi gladiatorji. Ubij ali boš ubit. Zvamušten smo. Pa pravi oni, je težko živeti, so solange nizke, strah kolen zagret, pa pravijo drugi, da bo že šlo, štek doro dal dom, nikoli še ni bo. Ahani bi šparali, nimajo s čim, da drugi bi lumpali, častili vsem. Jaz sem pa posredi si miro vzal, ne jamram, ko divam, pa pijem normal. Oj, sruti, Korosi smo z mirem za mušter bili, na svitu ni guršek, ni boljše hladi. Korosi smo z mirem za mušter bili, na svitu ni guršek, ni boljše hladi. Wow! Tudi v imenu gledalcev vaše televizije vam čestitamo za ta uspeh. Ste pričakovali pravzaprav tudi takle sprejem tle naravna? Ne, nisem. Niti približno. Rekli ste, približno 3 minute ste samo doma. Koliko ste spali do zdaj? Nisem še. Kje je? Od Pariza naprej? Ja. O, zelo malo, ne vem, ne spomnim se. Nisem štel ure. 16 let ste kapetan, nosili ste veliko odgovornost. Kako ste zdaj utrujeni? Kako je glava, kako je telo? Sedaj je utrujeno zelo velika, pa tako sem rekel. Taki sprejemi, pa toliko ljudi, ko nas sprejemajo, nam da neko dodatno energijo, da prvo na igrišču, vsa podpora s tribun nam je dala energijo, da smo boljši igrali. Zdaj nam to daje energijo, da nismo toliko utrujeni in počasi bo pa prišel čas, ko se bomo lahko malo spočili. Spočili, ampak vas potem kar kmalu čaka tudi naporna sezona, a ne potem pa še Tokio oziroma olimpijske. Res je. To bo srečeno, se malo spočili, pomeni en dan, da bom lahko spal. Maksimalno 2 dni, ker pol grem naprej za Kitajsko, tam bomo trenirali do kvalifikacijskega turnirja, ki bo januarja, na katerem vodi samo prvo mesto na olimpijske igre in bomo probali narediti vse, da si priborimo vstopnico. Podporo boste imeli, veliko čestitk ste sprejeli, a je kakšna posebno vas ganila, imate zdaj mogoče v mislih? Tista, ko mi najbolj pomeni, seveda od domačih. Čestitke bo pa res malo morje in hvaležen sem čisto vsaki posebej. Vidite, da imate veliko podmladka, ker tako so zelo odločni, torej podmladek bo tudi za potem naprej. Upajmo, to je pa na njih, pa na starših, pa na trenerjih, da jih čim bolj spodbudijo, da se naučijo delovnih navad, da so motivirani in da pridno trenirajo in pol upamo, da bo reprezentanca, da bo čim več reprezentantov in da bomo imeli dober podmladek za prihodnost. Čutite, da je te podpore vedno več, glede na to, da ste že toliko let v reprezentanci? V primerjavi z predevropskim prvenstvom
Pa zdaj po evropskem prvenstvu je črno pa belo. In tako je zdaj že zaživela Slovenija za odbojko, je nekaj neverjetnega in upam, da se bo to nadaljevalo in da bo se čim več otrok začelo igrati žogo z odbojko in da bomo videli čim več bodočih zvezd. Lahko že v takem malem prepoznate vrhunskega športnika? Težko je, ker rabiš res leta in leta trdega dela, treninga, odrekanja in da lahko priješ na sam vrh je eno veliko odrekanje, ko upam, da ga bo kdo pripravljen narediti. Živite zdaj svoje športne sanje? Ja. Hvala lepa, čestitke še enkrat. Hvala vam. Time, 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 time.